Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Želi predsednik vlade dr. Robert Golob nagovoriti državni zbor? Boste najprej podpisal, prosim. Bom najprej podpisal, da mi nekam odnese. Pa podpišite, prosim. Še enkrat se vsem zahvaljujem za podporo, tudi za konstruktivne predloge, tudi za tiste malo manj. Hvaležen sem in ponižen, kot sem začel, zato da sem lahko danes tukaj. Zato da bom lahko Slovenijo peljal v boljšo prihodnost. V prihodnost, ki si jo vse naše državljanke in državljani zaslužijo. Za prihodnje leto, in to bomo do konca septembra imeli ukrepe na mizi, se predvideva, da bi lahko ta pomoč, potrebna za gospodarstvo, prišla do 1 milijarde. Pravi, danes razmišljamo o tem, kako za prihodnje leto priti z ukrepi, ki bo spet kombinacija, za pomoč gospodarstvu v višini milijarde. Napovedali smo interventni zakon, znižanje trošarine DDV-ja na električno energijo, zemeljski plin, daljinsko toploto, tudi lesno biomaso. Že zdaj napovedujem, in to je tudi, če hočete, javni poziv vsem tem, da bomo s septembrom tudi odprli javno široko razpravo za novelo tega istega zakona, ki ga bomo dopolnili nekje novembra. In to, da štartamo s 1. septembrom, je pomembno zaradi dveh stvari. Prvič, zato ker ste sama rekla, da bojo zdaj lahko čakalne dobe začele se krajšati. Pripravili smo načrt skupaj s sistemskimi operaterji, po katerem bomo tretjini slovenskih gospodinjstev, 1000 megavatov približno sončnih elektrarn, zgradili dostop do skupnostnih sončnih elektrarn. S tem rešimo draginjo za vekomaj, za naslednjih 40 let. 3 leta, v 3 letih vam govorim o tem, kako bomo, to je Eles pripravil, to ni stvar vlade. Skupaj z elektrogospodarstvom smo se usedli in našli način. Kako smo ta način našli? Zato, ker bomo gradili velike sončne elektrarne, ki bojo prilagojene lokacijam, kjer omrežje to zdrži. Ne vaških, velikanskih sončnih elektrarnah, ki bodo pa povezane na razpolago slovenskim gospodinjstvom po znani ceni preko skupnostne platforme. V naslednjih dneh pričakujemo, da bomo za prostovoljne gasilce, ki so na dopustu v resnici, ko gredo na tako intervencijo, uredili finančno nadomestilo. To je že stara rana, ki se vleče vrsto let. To je stara rana, ki jo bomo uredili najprej takoj v teh dneh z nadomestilom, kasneje na jesen tudi z zakonom o gasilstvu, s katerim želimo to točko urediti enkrat za zmeraj. Tisto, kar se moramo pripraviti in kar bomo pripravili, je leto 2023. Tudi za gospodarstvo, vendar bomo morali biti zelo ciljni. Verjamem pa, da potem, ko bojo ljudje jasno izrazili svoj glas, da bomo lahko potem tudi kot vlada začeli hitreje izvrševati točno tisto, kar je bilo zdaj zadnje 3 mesece zablokirano s temi referendumskimi pobudami. Vključno s preobrazbo RTV ali pa z vrnitvijo RTV-ja v funkcijo javnosti, ne v funkcijo ene stranke v tem trenutku. Prihodnje leto pa bo po napovedih podpredsednika vlade Luke Mesca reformno leto. V pripravi in usklajevanju so namreč že reforma dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike, pa tudi pokojninska in davčna reforma. Ampak to je ravno reforma, o kateri govorim, ker mora biti tako temeljita, da bomo lahko to res naslovili. Vmesni ukrepi so že bili nekateri narejeni, ustanovljena ambulanta za tiste, ki nimajo osebnega zdravnika, kamor lahko pridejo, brez osebnega zdravnika. Naslovljeno je to, da bomo zdaj pripravili spremembo tudi delovne zakonodaje, kako bomo pospešili, skrajšali postopke za pridobitev delovnih dovoljenj in podobno za zdravnike iz tujine. V vsej tej zgodbi in začel se je proces reorganizacije urgenc. Ja. Na ta način, če bo ta proces dejansko uspešen, bomo lahko tudi razbremenili v enem delu družinske zdravnike. Vrh, ki bo v januarju, je namenjen točno tej temi, zdravstvo, pa ne zaradi zahtev koalicijskih partnerjev, ampak zaradi tega, ker smo napovedali že vnaprej, da bo leto 2023 leto reform. In reforma, ključna reforma za našo vlado je reforma zdravstvenega sistema. Da bo leto 2023 leto reform, leto reform, leto reform. Državna zgodovina uči, pa zelo poenostavljeno, da se levosredinske vlade reform lotevajo, pa jih pol ne izpeljejo in mi nameravamo biti drugačni. Danes je bil namen, da sklenemo zavezo
da vsi skupaj verjamemo, da je reforma nujna in da se zavežemo, da jo bomo izvajali skupaj. Da sklenemo zavezo, da vsi skupaj verjamemo, da je reforma nujna. Tisto, kar je skupni dogovor, je, da se do jutri pripravi konkretna časovnica, danes je bila predstavljena, nekoliko bo še dopolnjena, konkretna časovnica tako zakonodajnih ukrepov, ki bodo vsi sprejeti v nekem vrstnem redu, v smiselnem vrstnem redu, do konca letošnjega leta, kot tudi implementacije, kot tudi izvedbenih ukrepov, ki bodo potekali tako letos, kot v letu 2024 in tudi v letu 2025. Ker naš namen ni obljubljati reforme, ki je ne znamo izvesti. Naš namen je, da reformo izpeljemo na način, da bodo vse prebivalke in prebivalci Slovenije dejansko dobili dostop do učinkovitega zdravstvenega sistema, javnega zdravstvenega sistema. Zato bo čez 14 dni sledil podoben koalicijski vrh na temo ostalih reform, ostalih petih reform, na katerih bomo postopali po istem principu. Analiza stanja, časovnica in zaveza za izvršitev. Po tem drugem koalicijskem vrhu bomo pripravili aneks koalicijski pogodbi, ki bo zajemal vse reforme, časovnico za vse reforme, petih reform, za vse reforme, vse. Naša ocena enotna, skupna, če hočete, da že nekaj časa enotnega sistema žal v Sloveniji na področju javnih plač ni. Da si ne bomo pred tem zatiskali oči, temveč bomo ta sistem reformirali. Najpomembnejše danes je, da v stebre gremo. Ali bo stebrov 7 ali 8, je v tem trenutku manj pomembno, glede tega smo dovolj fleksibilni, da se razmerja spremenijo, v skladu tudi s predlogi, ki so prihajali v zadnjih dnevih, na razmerje 1:7 v primerjavi med najnižjo plačo in najvišjo plačo v javnem sektorju. Nedopustno je, da imamo razrede, plačne razrede, ki so pod minimalno plačo. Ti ukrepi bojo že v letu 2023. Potem, ko ostali, ki se tičejo sprememb kurikula in pa učnih načrtov, so predvideni za leto 2024 oziroma kasneje. 26.000 prostovoljcev in predvsem, že danes smo dobili več kot 100 nastanitvenih kapacitet, 50 hiš praznih in 50 stanovanj. Ko dobimo zemljišče, bomo poskrbeli, da bo na tem zemljišču možna gradnja. Država bo to omogočila. Ne bom šel zdaj v detajle, o tem bo znano v kratkem. Ta del, ko bomo imeli zemljišče, ki bo komunalno opremljeno, bomo na njemu lahko gradili. Pika. Gradili bomo montažne objekte. Smo že v kontaktu s največjimi proizvajalci montažnih v Sloveniji. Po njihovih zagotovilih imajo kapacitete za 100 hiš na mesec. 100 hiš na mesec. Leto dni je prepozno. Tisto, kar se danes šteje in kar ljudem moramo govoriti, je, kaj bomo za njih naredili jutri, do jeseni, kaj bomo za njih naredili do naslednjega tedna in do naslednjega meseca. Mi ne štejemo v mesecih zdaj, niti v letih, kdaj bomo kaj realizirali. Danes štejemo v dnevih. Vsak dan mora biti nov uspeh. Vsak dan moramo ljudem vrniti upanje in zaupanje v državo, da jih ne pustimo sami. To je tisto, česa nas bojo ljudje ocenjevali in prav je tako, ker je to naša dolžnost. 100 hiš na mesec. Vse ostalo, obljube za leto dni, to je bežanje od odgovornosti. Mi ne bežimo od odgovornosti, mi delamo vsak dan in jutri bojo novi ukrepi, ki bojo predstavljeni na vladi. Leto reform. V enem delu se je pokazalo, da v tem letu dni je bila narejena marsikatera napaka. Ko smo zastavili koalicijsko pogodbo in načrt delovanja te vlade, smo prvi dan povedali, da pri svojih ciljih ne bomo malenkostni, temveč bomo ambiciozni. Da si bomo zastavili cilje, za katere potrebujemo 2 mandata, da jih uresničimo. Zato nismo od nobene reforme bežali. Teh področij, ki jih je treba reformirati, je res mnogo. Ker se konkretno zdravstvo ostaja, je bila vedno prva prioriteta, ostaja prva prioriteta in bo do konca mandata prvega in tudi drugega, če ga bomo dobili. Prva prioriteta. Zakaj? Prvič, ker gre za najpomembnejši javni sistem, od katerega odvisno ne samo naše zdravje, ampak dejansko dobrobit celotne slovenske družbe. In drugi zaradi tega, ker je s tem sistemom v zadnjih 30 letih res šlo narobe skoraj da vse, kar se je dalo. Predvsem z vidika politike. Ali to pomeni, da obstaja čudežna čarobna paličica ali sem jaz čarovnik, ki bo čez noč to rešil? Ne. Čez noč ne, ampak vendarle je leto in pol za vami, te vlade. In z vsemi svojimi močmi deloval
za blaginjo Slovenije. Ampak res sem bil prijetno presenečen, tako da mogoče drama, ki se včasih prikazuje za zaprtimi vrati, v resnici sploh ni. Jaz verjamem, da bomo skupaj s sindikati našli dogovor še v tem tednu. Nenazadnje so pogajanja sklicana v naslednjih dneh, da se nadaljujejo. In verjamem, da bo ta dogovor tak, da bo v korist vseh. Na eni strani proračuna, glede na sredstva, ki so na razpolago, na drugi strani pa tudi zaposlenih v javnem sektorju, ki jih ti sindikati zastopajo. Obljube za leto dni, to je bežanje od odgovornosti. Mi ne bežimo od odgovornosti, mi delamo vsak dan. V letu 2024 se bodo začeli kazati prvi rezultati aktivnosti iz lanskega leta. Se veselim ne samo tega leta kot predsednik vlade, ampak tudi vseh bodočih. Energetske draginje danes več ni. Danes v slovenskem gospodarstvu, tudi družbi, ne govorimo več o energetski draginji, danes so stroški za energijo znosni. Nikoli več ne bodo tako poceni, kot so bili pred rusko agresijo na Ukrajino, ampak stroški so se stabilizirali in to na nivojih, ki večini gospodarstva ne predstavlja konkurenčne ovire. Migracij se ne da rešiti s tem, da postaviš ograjo na meji. Smo poskusili, prejšnje vlade ni delovalo. Migracij se ne da rešiti s tem, da govorimo, da bomo samo izgnali ljudi, ki so se zatekli v Slovenijo. Zavedamo se, da potrebujemo dodatne lokacije, tako za registracijo, kot tudi za začasno namestitev teh oseb. In jih iščemo izven Ljubljane. Vendar imajo zaradi nasprotovanj lokalnih skupnosti neuradno nemalo težav, kaj šele z iskanjem usposobljenega kadra. Premier pa je v pogovoru za kolege sveta komentiral tudi druge dileme, ki bodo zaznamovale letošnje leto, denimo iskanje evropskega komisarja. Eno predsednico vlade smo nekoč že imeli, ki je sama sebe videla na tem položaju. Je pred mano morda še en tak kandidat? Nič pat. Ne, zagotovo ne. Prepričan je tudi, da za njegovo premiersko prihodnost ne bo usodno niti to, da ga je pod drobnogled vzela protikorupcijska komisija. Pa me zanima, če bodo ugotovili, da ste kršili integriteto, je to zadnji pogovor kot predsednik vlade in kot voditelj sveta? Jaz sem prepričan, da integritete nisem kršil. Jaz sem zelo neposreden. Dogovori so bili sklenjeni v lanskem letu z množico sindikatov, da bomo plačno reformo izpeljali s 1. januarjem 2024. Dobra novica je, da v pogovorih s Fidesom, zadnjih, v katerih sem tudi sam 3-krat sodeloval neposredno, pa je, da sem prvi predsednik vlade, ki se je ukvarjal s stavkami Fidesa, ampak ne zato, smo prišli do napredka, da tudi Fides sam sprejema možnost, da se višje plače začnejo izvajati s 1. januarjem 2025. Zame je to napredek. Zakaj smo rabili 9 tednov? Kar se mene tiče, smo ves čas vedeli, da ne moremo prej in tudi zdaj vemo, da ne moremo prej. Gre se za to, da želimo, da v času mediacije pacient ni talec. In mi se bomo v vsakem primeru in pogajali s Fidesom, pogajali tudi z medicinskimi sestrami in tudi šli v proces mediacije. Želimo pa, da pacient, tako kot invalidi v uri Soča, niso več talci te situacije in da imamo dovolj časa, da pridemo do zadovoljive rešitve. Lejte, Stavkajo vsako sredo. Bom zelo neposreden. Plačna reforma se ni izvedla od leta 2008. Zaradi tega, ker se plače niso usklajevale dolgih 15 let, smo danes v situaciji, da marsikdo, približno 30 tisoč zaposlenih v javnem sektorju prejema manj kot minimalno plačo. Mi smo dali na prvo mesto v plačni reformi, da nihče v javnem sektorju, ki je zaposlen danes, ne more prejemati manj kot minimalno plačo. To je naše izhodišče. Jaz sem prepričan, da bomo v naslednjih mesecih, ker res potekajo tedensko pogajanja, prišli do rešitve, ki jo bo tudi sindikati sprejeli, ki ne bo usmerjena nujno v tiste z najvišjimi plačami, ampak da najprej odpravimo nesorazmerja pri teh z najnižjimi. In v letu 2024 bo vpliv na proračun dejansko največji. Zato smo plačno reformo zamaknili. Smo pa istočasno, in moramo biti pošteni, v plačno reformo pripravljeni investirati 1,3 milijarde. 1,3 smo namenili, da bomo v bodočih letih, ne naenkrat, v bodočih letih namenili dvigu plač v javnem sektorju in tudi odpravo vseh teh nesorazmerij in tudi dvigu produktivnosti javnega sektorja. Danes potekajo upravni postopki. Ko bodo upravni postopki zaključeni, jaz verjamem, če je gospod Šefic rekel, da se bo to dogajalo v letošnjem letu, on ne vem, kaj je rekel, kateri datum, jaz se ne bom spuščal, ker ima boljši vpogled v posamične primere. Ampak se ni pomembno, kdaj bo prva, pomembno je, kdaj bo zadnja. Ta izhodišča, ki smo jih danes potrdili, pravijo, da želimo omogočiti in motivirati
da tisti, ki delajo v javnih ustanovah in želijo tam delati tudi popoldan z namenom skrajševanja čakalnih vrst, bojo za to posebej nagrajeni. In to je tudi pravilno. Jaz verjamem, da je to način za skrajševanje čakalnih vrst, ne pa to, da nekdo dopoldne v javni inštituciji ne dela nič, popoldne pa te iste paciente si jih vozi k zasebniku. Ne. S tem praksam bomo dokončno naredili konec. Naš predlog je bil zelo jasen. Mi se zavedamo, in tudi koalicijski pogodbi je, mi se zavedamo, da je nedopustno, da kdorkoli, ki je zaposlen v javni upravi, ima plačo pod minimalno. To smo zapisali. Naš predlog, ki smo ga predstavili sindikatom, to pravi. Nihče, ki je zaposlen v javni upravi, ne more imeti plače pod minimalno plačo. Na drugi strani imamo fenomen, da nekateri najbolje plačani, če hočete sindikat Fides, izsiljuje, da oni so pa na vrsti najprej za povišico. To je realnost plačnega sistema in mi ne bomo prisluhnili tem, ampak hočemo poskrbeti, da tisti, ki so najslabše plačani, najprej v vseh sektorjih, ne samo v enem, ne samo na upravnih enotah, ne samo v zdravstvu, ne samo v sodstvu, vsi tisti, ki so pod minimalnimi plačami, pridejo, da se nihče ne sme biti pod. Ravno danes smo sprejeli izhodišča za nekatere davčne spremembe, to ni reforma, to so spremembe za povečanje produktivnosti. Produktivnosti, ko prije nekdo iz tujine, ima za določeno časovno obdobje, kot strokovnjak v sektorju, ki nam manjka, ima davčno olajšavo. Na ta način bomo postali na evropskem trgu bistveno bolj konkurenčni za privabljanje tujih strokovnjakov. In tretji primer, z Univerzo v Kopru, na Primorskem smo podpisali dogovor, pismo o nameri, v kateri bojo do leta 2027 izpeljali vse potrebno za nov študij medicine. Treba je imeti ukrepe, ki so zelo kratkoročni, nekoliko bolj srednjeročni in dolgoročni. In tudi v četrtek, ko se sestane medresorska komisija v Škocjenu, bo delovala dvotirno. Takrat bomo prvič imenovali varnostno podskupino. Vam lahko že povem, da aktivno delamo na projektu romskega pomočnika. To je novo delovno mesto, ki bo tudi sistemizirano v sistemu javne uprave, s katerim želimo doseči, da bo vsako naselje, romsko naselje, imelo zaupnika, ki bo skrbel tudi za to, da bojo otroci hodili v šolo, pa tudi za to, da če prije do kratkih stikov z lokalno skupnostjo, da imajo eno točko, preko katere lahko probleme z lokalno skupnostjo in tudi državo rešujejo na enem mestu. In na nas je, da ustvarimo take pogoje, da se jih bo večina našla v javnih zavodih. Se sliši na nek način paradoksalno, ampak javnim zavodom omogočamo tudi s tem zakonom, da bodo lahko svoje zaposlene, ki bodo želeli delati preko rednega delovnega časa, ustrezno nagradili. In če nam uspe najti to kombinacijo, spravi nagrajevanje tistih, ki želijo delati v javnih zavodih, omejitev škodljivih praks in hkrati preprečiti trgovanje s koncesijami, jaz mislim, da bo to velikanski korak v smeri krepitve javne zdravstvene mreže. Današnji koalicijski vrh je pregledal ne samo, kaj je bilo opravljeno do sedaj, ampak predvsem določil prioritete in tiste cilje, ki jih bomo še izpolnili do konca tega mandata. Ključno področje, ki ga ne bomo nikoli pozabili in kjer je borba vsak dan kontinuirana, je borba za demokracijo in pravno državo. Ekstremna desnica poskuša enako kot po svetu z demontažo tako pravne države, kot tudi krnitve demokracije. V koaliciji smo popolnoma enotni, da tega ne bomo dopustili in da to, zakaj smo tukaj in zaupanje, ki so nam volivci dali ravno zaradi preteklih politik takratne vlade, da bomo to zaupanje še naprej ohranjali. Področja, na katerih bomo te spremembe do konca mandata skupaj in vztrajno uresničevali, smo danes postavili. Področja so zelo raznolika, pa vendar je na prvem mestu zdravstvo. Korak, s katerim bomo zagotovili, da se bodo uspešno vključile zasebne iniciative od javne zdravstvene mreže. In rezultati teh ukrepov, ki se danes sprejemajo, bodo v prihodnjem letu že zelo vidni. Poleg zdravstva, stanovanja. Skrb za to, da si mladi lahko ustvarijo svoj dom čim prej. Verjamem, da bomo na ta način uspeli tudi demografske podatke, kjer žal šepamo, izboljšati. Ne bomo zanemarjali podnebnih politik, ne na področju iskanja pravičnega prehoda iz fosilne dobe v brezogljično, kot tudi ne na področju odpornosti naše države na vse kataklizme,
ki so že bile prisotne žal in na tiste, ki bodo še prišle. Poleg tega, izjemno pomembno je področje znanja. Področje znanja je edino, ki lahko ustvarja ob vsej zaposlenosti višjo dodano vrednost. In zaveza, da bomo to področje, ki se začne v vrtcu in konča pri uspešnih podjetjih in cela veriga vmes, da bomo temu področju namenili v teh prihodnjih mesecih še dodatno podporo. Tudi finančno in tudi zakonsko. In čisto na koncu, finance, tako plačna reforma, ki je predpogoj, da bo javni sektor deloval učinkovito, kot tudi zametki davčnih sprememb, ki nas čakajo. To je bil namen današnjega koalicijskega vrha, da se poenotimo, da jasno vemo, kaj so prioritete. Da sklenemo zavezo, da vsi skupaj verjamemo, da je reforma nujna. Jaz verjamem, da smo že danes dokazali in da bomo tudi v naslednjih mesecih to potrdili, da verjamemo ne le v iste vrednote, ampak da se znamo tudi poenotiti okoli skupnih ciljev.